Slikopleskarji so tako v enem dnevu stopili skupaj in prenovili prostore ptujske bolnišnice. Z leti je akcija prerasla v enega večjih in odmevnejših humanitarnih projektov v državi. V tokratni 21. dobrodelni akciji je sodelovalo 40 slikopleskarjev iz celotne Slovenije. Pridružili so se jim tudi dijaki Srednje gradbene šole Kranj in pa tudi člani Lions kluba Ptuj Primus, tako da skupnimi močmi se bo delo opravilo. Prišli so res iz cele Slovenije, delo poteka že cel dan, moram reči, da so vsi zelo pridni. Včeraj smo začeli pripravljati nekaj stvari, ko se drugače danes ne bi mogli dokončati vsega, ampak vsi so se resno pristopili k delu, kljub temu, da res prostovoljno delajo oziroma so delali na tem projektu in smo res jim hvaležni, da so prišli in da so tudi resno oddelali svoje. V enem dnevu so tako prepleskali 1800 kvadratnih metrov stenskih površin, tudi vrat in vratnih podbojev, vrednost del pa so ocenili na okoli 25.000 evrov. Dobrodelna akcija pleskanja se je sicer začela že pred 21 leti, ravno v ptujski bolnišnici, kjer so v letu 2009 zadnjič slikopleskarji stopili skupaj in prepleskali bolnišnične stene. Letos so se tudi nekatere stvari poklopile, tudi vsi jubileji, ki jih bolnica slavi od 145 let obstoja oziroma delovanja, tudi 70 let pediatrije. Pa moram reči, da tudi sam sem imel recimo nesrečo, da sem preživel z otrokom na tem oddelku par dni in noči in vidiš, da je res fajn, da bi bili prostori malo lepši, kot so bili prej. Nekateri slikopleskarji pri akciji sodelujejo že od samega začetka in pridejo pomagati, če ravno so že v pokoju. Jaz že 20 let sodelujem s to akcijo, jaz sem že drugič v Ptuju v bolnici, tako da kot prijatelji pa tako se družimo, pa se kaj pogovorimo, še stare zadeve, kak smo v šolo hodili, pa take nazaj vračamo spomine. Tudi letošnjo akcijo so izpeljali s pomočjo donatorjev, ki so prispevali potreben material in orodje. So pa ob tej priložnosti v Lions klubu Ptuj bolnišnici predali še stenska didaktična igrala za najmlajše.